Ob obletnici padca berlinskega zidu v povezavi z aktualijami, komentar dneva Boris Gonc. V zadnjih dneh mineva 20 let od padca berlinskega zidu, simbola blokovstva, enoumja, politične nesvobode na eni strani in demokratične družbe na drugi strani. Po padcu je celotna Evropa postala eno, tudi tako imenovan vzhodni blok je pridobil vrednote, kot so parlamentarna demokracija, politični pluralizem in tržno gospodarstvo. Nove generacije SLS pa se sprašujemo, ali je blokovska omejitev padla tudi v glavah. Slovenci in Slovenke smo na koncu 80. let prejšnjega stoletja dobili svojo prvo in pravo zgodovinsko priložnost, ki smo jo tudi odločno izkoristili, da smo naredili svojo državo in začeli ustvarjati svoj raj pod Triglavom. Kot predsednik podmladka naslednice prve demokratično ustanovljene stranke sem ponosen na svoje predhodnike, ki so pri demokratizaciji Slovenije orali ledino, obenem pa čutim odgovornost, da naša generacija nadaljuje začeto. Predniki so nam izborili lastno državo, naša naloga pa je, da jo ohranimo in razvijemo do mere, ko bomo vsi Slovenci in Slovenke živeli v blagostanju, cenili svoje poreklo in se borili za skupen boljši jutri. V novi generaciji SLS se zavzemamo za vključevanje mladih pri odločanju o skupnih zadevah, kajti na naši generaciji odgovornost, kaj se bo v naši državi dogajalo v prihodnje. Nekateri trdijo, da je mladina apatična do politike, mi pa menimo, da je mladina apatična kvečjemu do slabih politikov. Res pa je, da se včasih to vzdušje prenaša splošno na politiko. Pri vseh pomembnih družbenih procesih v zgodovini je mlada generacija nosila pomembno vlogo in pripomogla k bistvenim premikom v družbi in političnih procesih. Glede na to, da se nahajamo sredi gospodarske krize, ki vsaj v Sloveniji še ni videti konca, je pomembno, da pošljemo jasno sporočilo starejšim in jim pokažemo, da nam je mar za našo prihodnost. Če smo trdili, da je Slovenija ob osamosvojitvi vedela, kaj želi, se bojim, da danes temu ni tako. Če samo spremljamo zadnje dogodke v zvezi z rešitvijo meje s Hrvaško, nam precej postane jasno, da aktualna vlada rešuje probleme v stilu nekaj naredimo, potem bomo pa že nekako naprej razmišljali. Odpirajo se nam tudi vprašanja v zvezi z razvojem gospodarstva, delovnimi mesti, brezposelnostjo, gradnjo infrastrukture, razvojem lokalnih skupnosti in tako naprej. Vendar imam občutek, da je vse to v Sloveniji drugorazredna tema. V Berlinu je v tistem času odmevala pesem Wind of Change, ki je naznanjala velike spremembe v družbi, predvsem z vidika demokracije in človekovih pravic. Če se je del Evrope takrat soočal z osnovami demokracije, pa se danes definitivno cela srečuje s socialnimi vprašanji. Marsikateri posameznik se sprašuje, ali bo lahko preživel v današnji družbi, ali bo v nekem doglednem času prišel do svojega stanovanja, ali bo lahko živel dostojno življenje. Če zaključim, sedaj, ko imamo svobodo, moramo skupaj živeti in delati za boljši jutri oziroma moramo v svoja jadra ujeti naš veter sprememb.